Lepo pozdravljeni. Poletne počitnice so se zaključile in z začetkom septembra so šole in vrtci ponovno odprli svoja vrata. Na območju občine Krško deluje 8 osnovnih šol in 7 vrtcev, na prvi šolski dan pa smo obiskali osnovno šolo Raka. Krške šole in vrtce bo v letošnjem letu obiskovalo 2482 učencev v 131 oddelkih osnovnih šol ter 1213 otrok v skupno 7 vrtcih. Prag osnovnih šol je prvič prestopilo tudi 320 prvošolcev, od tega 29 v osnovni šoli Raka. Na naši šoli smo danes pripravili sprejem posebej za prvošolce, tako kot imamo že v navadi. Poleg tega pa smo skupaj začeli šolski dan, šolsko leto zbrani v telovadnici, kjer sem jaz učence nagovorila in jim zaželela uspešno delo v šolskem letu, ki prihaja. Osnovno šolo Raka letos obiskuje 256 učencev, še dodaja Pirčeva. Osnovnošolce so letos sicer pozdravili v 2 oddelkih. Letošnje leto imamo en oddelek več. V na šoli imamo tudi veliko prostorsko problematiko, tako da imamo en oddelek lociran na krajevni skupnosti. En oddelek smo dali v našo šolsko zbornico, torej smo zbornico preoblikovali v učilnico, en oddelek pa je v knjižnici. Zaenkrat trend je še v naraščanju, tako da bomo potrebovali veliko posluha strani občine, da rešimo to problematiko. V bistvu je treba reči, da je nekje v sredini 70 let so bile zgrajene zadnje šole v Krški občini. Število šol je nekje ostalo enako, potrebe se pa povečujejo, predvsem zaradi samih normativov. Včasih je bilo celo več otrok v teh manjših šolah, pa vendar so normativi se toliko spremenili, da je potrebno več učilnic, bolj namenskih, drugačno opremljenih in tako naprej. Zato so se na občini že pred nekaj leti odločili, da bi se lotili prenove vseh šol. Ta proces še vedno poteka, dodaja Stanko, z njim so daleč, saj so obnovljene že skoraj vse šolske stavbe. Sedaj pa že prihajamo do tega, da moramo pravzaprav že razmišljati tudi o širjenju in obnovi nekaterih šol, ki so bile že obnovljene. Konkretna šola je bila obnovljena nekje v letu 2010. Vendar se je zaradi povečanja števila otrok pokazala prostorska stiska, ki je trenutno rešujejo s prerazporeditvami, vendar pa moramo dejansko pristopiti k temu, da ne bi se naredilo bolj korenito in dolgoročno rešitev, ki bi potem zadovoljevala nek normalen pouk in omogočila, da bi vsi otroci imeli normalne pogoje za šolanje. Ravnateljica in župan sta učence opozorila tudi na previdnost na cesti, na poti v šolo in domov. V tem in v naslednjem tednu bodo sicer za varnost vseh osnovnošolcev v okolici šol v občini Krško skrbeli člani Zveze šoferjev in avtomehanikov Krško, policisti, člani izpitnega centra Krško, 2 redarja in nekaj prostovoljcev nogometnega kluba Krško. Na prvi šolski dan smo bili tudi v Sevnici. Poglejmo, kako so ga preživeli na osnovni šoli Sava Kladnika. Učenci so polni počitniških vtisov znova sedli v šolske klopi. Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica letos obiskuje 682 učencev. Vsi naši osnovnošolci so danes lepo, težko pričakovani in se veselimo vseh 682 čudes, da prestopi prag osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Šole učenja in ustvarjanja pa se zagotovo veselijo tudi tisti, ki so letos prvič prestopili šolski prag. Ker je prehod iz vrtca v šolo zelo vznemirljiv, pa tudi stresen, zanje vsako leto pripravijo poseben sprejem. Danes je predvsem tradicionalni sprejem prvošolcev, sprejmejo jih naši devetošolci. Na naši matični šoli je 71 prvošolčkov, na Studencu 8 prvošolk in v Loki 6 prvošolcev. V občini Sevnica je letos sicer 180 prvošolčkov. V osnovnošolski klopi sedi 1350 otrok, pa v vrtec nekaj več kot 700 otrok, tako da imamo nekako povprečno generacijo, nekoliko odstopajo leto od leta in smo zadovoljni. Prvi šolski dan je s svojim nastopom popestril mladi harmonikar in učenec sevniške osnovne šole Jakob Štigl. Avsenikov nagrajenec in sedaj v času počitnic še novo priznanje, tako da naša šola hrepeni po tem, da prepoznavamo otrokova močna področja in danes bomo lahko imeli to priložnost, da slišimo Jakoba. Na osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica se sicer trudijo za vsestranski razvoj učencev. Na naši šoli poskušamo delovati v vseh smereh, torej razpršena pozornost,
za področje kulture, umetnosti, tehnike. Ne moremo pa mimo tega, da smo na področju športa najboljši. Lansko leto so bili naši učenci državni prvaki v rokometu in prvič po 30 letih in pa dekleta so osvojila že drugo leto zapored atletskih državnih prvakinj v atletiki. V občini Sevnica medtem nadaljujejo z investicijami na področju šolstva in predšolske vzgoje. Tako sledijo potrebam v osnovnih šolah in vrtcih, saj je, kot pravi sevniški župan, potrebno vzdrževati dobro kondicijo šolskih objektov, ki je bila dosežena v zadnjih letih z energetskimi sanacijami. V letošnjem letu se gradi kuhinja, jedilnica v Šentjanžu. To je ta trenutek največji projekt, ki je kljub vsemu nekoliko manjši za naše izkušnje v preteklosti, pa kljub vsemu težak $500 000. S to dograditvijo bodo osnovne šole nekako dograjene. Potrebno je še več športnih površin, tako v Šentjanžu, Karmelju, tudi drugod. Za prihodnje pa je potrebno dodatne površine v vrtcih, kajti delež vključenih otrok v predšolsko vzgojo se povečuje in praviloma vsako leto v občini Sevnica vpišemo en oddelek otrok več v vrtec. Potem, ko je občina Krško v letošnjem letu zaključila obnovo papirniške, zdolske in delavske ulice ter ulice na Resi, se obnove na Vidmu nadaljujejo. Avgusta so se pričela dela izgradnje enostranskega pločnika na Šolski ulici, v tem letu pa bodo pristopili še k obnovi Kurirske poti in Cankarjeve ulice. Na Vidmu je kar nekaj ulic, ki so dotrajane in potrebne prenove. Občina je trenutno nekje sredi del, v letošnjem letu pa ima namen obnoviti oziroma pričeti z obnovo 3 ulic. Dela na Šolski ulici v skupni vrednosti nekaj več kot 180 000 € so se začela avgusta na odcepu proti osnovni šoli. Na celotni trasi bodo predvidoma potekala do konca oktobra, prva faza do odcepa za osnovno šolo pa se je zaključila v preteklem tednu. Potem je Cankarjeva, ki je precej velik projekt, ta naj bi znašal preko 600 000 €, financiran, naj bi tudi sofinanciran z evropskimi sredstvi. Drugače pa bo seveda to dvoletni projekt letos in naslednje leto. Za rekonstrukcijo Cankarjeve ulice je trenutno izbran izvajalec del, pogodba v višini 645 000 € je v podpisu. Na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti bo občina za to naložbo iz kohezijskega sklada pridobila 94 500 € evropskih sredstev. Dela, ki naj bi se po načrtih začela jeseni, bodo obsegala obnovo vseh obstoječih komunalnih vodov in zamenjavo voziščne konstrukcije ter izgradnjo obojestranskega pločnika. Jeseni pa naj bi se po načrtih začela tudi dela rekonstrukcije Kurirske poti, in sicer na odseku od Zdolske do Delavske ulice. Kurirska pot, ki je nadaljevanje obnove ulic na Vidmu, ta je ostala edina še nedokončana oziroma neobnovljena, tudi že preko 50 let takšna kot je in naj bi jo tudi dokončali v kratkem, je pa investicija pa nekje okrog 95 000 €. Ureditev je prvotno namenjena povečanju prometne varnosti teh območij. Seveda glavnina je pa zamenjava asfalta in pa obnova pločnikov. Medtem ko na Šolski ulici pa je seveda tudi izgradnja pločnikov, pa tisto glavno in najbolj pomembno, čemur je pa ta obnova namenjena, pa tudi seveda ob tem se bo tudi asfalt obnovil. Sremiški vinogradniki so se pred začetkom trgatve zbrali ob že tradicionalnem postavljanju klopotca, ki so ga v letošnjem letu postavili 7. leto zapored, tokrat na Kremenu. V Društvu vinogradnikov Sremič so v zadnjih 7 letih vzpostavili tradicijo postavljanja društvenega klopotca, s katero obujajo stare običaje ter hkrati obiskujejo kraje, ki spadajo v območje društva. To je bilo na pobudo od članov upravnega odbora pod naših članov, ker druge se je že to malo dogajalo, pa smo pol na ta običaj, bi rekel, star pozabili in smo rekli, nič, dajmo pa neko dogodek, tako ga v bližini ni, in smo ga klopotec pač nabavili in ga postavili. Takrat je bil eden izmed večjih, no zdaj pa ni več tako velik, ker ima 5 metrov čez krila, se pravi, nismo več, letos med slovenski bil največji postavljen tam 16 metrov. Naše manjše, ampak ni važno to, važno je druženje pa tradicija. To družabno funkcijo klopotec odigrava dobro. Kako pa je danes njegovo vlogo preganjavca ptičev v vinogradih? Kodljivci so se enostavno navadili na ta zvok, tako da naš klopotec ima voren zvok, ampak v bližini recimo 10 metrov že ne bo, ampak na 20 metrih pa bojo zobe glih tako. Ampak to je bolj zaradi samega druženja, ohranjene tradicije.
Sremiško društvo vinogradnikov sicer beleži porast članstva, trenutno jih je okoli 130. Če vštejemo še tukaj partnerje, pa nas pride tudi do 300. Mi se celo leto ukvarjamo z raznimi druženji, od delavnic, učilnic, degustacij vina, praznik vina imamo vsako leto, to je v marcu, potem strokovne ekskurzije ne samo po Sloveniji, ampak tudi po sosednjih republikah, državah. Zdaj smo imeli danes zjutraj ob 9. je bila na tematiko kletarjenje oziroma trgatev leta 2018 v Krškem organizirana. Pozneje bo recimo, če na kratko to dam, ko bo mošt, bomo naredili delavnico v moštu, v kletarjenju in tako naprej. To vsako leto imamo neke te delavnice in dogodke. V društvu opažajo, da se je skozi leta bistveno dvignila kakovost vin članov. Glede na naš praznik vina, ki ga je vsako leto tradicionalno imamo, sedaj že 23 je bil letos, če bi rekli v kakovosti, sedaj imamo večinoma vin ne več v namizni klasi, se pravi do 16 ocene, ampak so ocene že od 16 pa naprej. Tako da po kakovosti smo zelo napredovali. Tukaj tudi glede izobraževanja, kletarskih tečajev, razna strokovna predavanja in potem se vidi, da kvaliteta vina je, bi rekel, v top kondiciji, tako se bom izrazil. Postavljanja klopotca se je udeležila tudi krška podžupanja, ki je poudarila, da je občina zainteresirana, da tako veliki vinogradniki, torej tisti, ki od tega živijo, kot ljubiteljski, z vnemo obdelujejo svoje vinograde. Kajti drugače bi bila naša ta naravna dobrina, ki jo imamo, naše okolje, popolnoma spremenjeno drugačno, ne bi bilo tako obdelano in seveda tako pristno. Tako da smo ponosni na to, da naša društva živijo in mislim, da je vinogradniško društvo Sremič Krško eno izmed redkih v naši občini, ki kot društvo postavlja klopotec. Drugače pa mislim, da je ta tradicija se še vseeno ohranila. Je pa to en lep običaj, katerega moram reči, da sem tudi sama zelo vesela, kajti to so trenutki, ko se spomnim tudi svoje mladosti. To je sicer prvi družabni dogodek društva pred začetkom trgatev, ki se bodo v letošnjem letu začele že v začetku septembra. Približno tako, ko jaz računam zdaj po svojem vinogradu, bo nekje tako, kot lansko leto, tam okoli 15. septembra bo te glavna trgatev, recimo že mogoče tudi kje kakšna žamedna črnina za pobrati. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti iz Posavja. Z 31. avgustom je odprt javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2018 za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij v občini Sevnica. Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje. Upravičenec do štipendije mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica in živeti na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Sevnica. Višina razpisanih sredstev je 14.280 evrov. V plesnem klubu Lukec vsako leto septembra pripravijo dan odprtih vrat, ki bo letos v soboto 8. in nedeljo 9. septembra v prostorih kluba v poslovni stavbi Kubus v Krškem. Na dnevu odprtih vrat bodo ponudili brezplačne plesne delavnice vseh programov. Lahko boste zaplesali v plesnem vrtcu, mali šoli stepa, se preizkusili v plesnih stilih pop, hip-hop, jazz in step ali pa se zavrteli v ritmih orientalskih plesov, družabnih plesov, salse in še kaj. V nedeljo 9. septembra o 15. uri pa bo prav tako v sklopu dneva odprtih vrat potekala hip-hop audicija za stare in nove člane, ki so vpisani v program hip-hopa in sicer za starostno obdobje pionirjev, mladincev in članov. Na audiciji bodo plesalce razvrstili v skupine glede na starost in znanje. Prav tako bodo izbirali plesalce za tekmovalne skupine kluba. Pred vrati je Speedway Grand Prix dirka za veliko nagrado Slovenije, ki bo v soboto 8. septembra ob 19. uri. Gre za 8. letošnjo dirko iz serije 10 za Speedway Grand Prix. Najboljši tekmovalci se bodo v Krškem pomerili že 13. Poleg Mateja Žagarja bo v Krškem vozil domačin Matici Vačič, ki je letos prejel povabilo organizatorja. V društvu Sonček Posavje so avgusta izvedli samostojno kolonijo za odrasle člane, kjer so poleg terapij velik poudarek dali vodnim aktivnostim. Zdravstveno-terapevtske kolonije na Pašmanu se je udeležilo 14 članov društva.
Gre za odrasle od 18. leta pa tam nekje do 28. leta jih imamo v skupini. Izvajali bomo vse vodne športe, kot so supanje, vožnje z banano, s tubo in seveda predstavili in poskusili bodo tudi potapljanje, kajti nekateri izmed njih še niso tudi nikoli. Pač dogodki so razporejeni skozi leto in vsi se na vse dogodke ne morejo udeleževati, tako da bomo poskusili izvajati to tukaj. Z izvajanjem različnih športnih in drugih aktivnosti gre namreč poleg razgibavanja tudi za vključevanje v družbo, krepitev samozavesti in pripravo na samostojno življenje. Skupaj bomo tudi pripravili obroke, nekaj jih bomo le naučili, kljub temu, da imamo gospo, ki bo pripravljala glavne obroke, ampak res bi jih radi naučili, kako se tudi počesati, kako se obleči, kako se sleči in te osnovne stvari, ki jih potrebujemo za normalno življenje. In seveda imajo tudi neurofizioterapijo in refleksoterapijo in ostale vodne aktivnosti. Društvu je pri izvedbi tokratne zdravstveno-terapevtske kolonije na pomoč priskočilo 10 prostovoljcev. Imamo iz poklicne gasilske enote Krško 2 prostovoljca, oni bodo tudi izvajali potapljanje z našimi odraslimi oziroma mladostniki v tej koloniji. Potem imamo tudi enega policista oziroma 2, ki se redno udeležujeta naših kolonij kot prostovoljca in pa seveda ostali. Nekateri so iz zdravstvene stroke, drugi so pa pač prostovoljci, kajti čutijo, da lahko prispevajo nekaj dobrega in otroci jih oziroma odrasli tukaj in mladostniki jih dobro sprejemajo. Kolonije so sicer za društvo velik finančni zalogaj, zato so za mnoga dela prostovoljno poprijeli kar člani sami. Morate vedeti, da moramo vse to dostaviti sem dol sami, tako da smo najeli 2 kombija, da smo jih pripeljali dol, s sabo tudi hrano in tudi eno gospoda nam bo kuhala, kajti spremljevalci so namenjeni, da pomagajo in nudijo pomoč in nego osebam s cerebralno paralizo in drugimi motnjami v razvoju, da jih pripravimo čim bolj na samostojno življenje, da jih vključimo v družbo, v okolje, da so integrirani in da izvajamo inkluzijo z njimi s širšo javnostjo. Poudarek pa je bil tudi tokrat na druženju in krepitvi prijateljskih vezi. Kajti opažamo tudi iz prejšnjih let, da so kolonije ena zelo dobra izhodna točka in en dober suport za nadaljnje življenje, kajti se med sabo bolj povezujejo, družijo in mislim, da je to velikega pomena, kajti oni se lahko družijo v bistvu v vsakodnevnem življenju samo preko omrežij, kot so Facebook, telefonov, na tak način, to pa je le direktni stik je malo drugačen in veliko boljše za kvaliteto življenja. V času kolonije so si ogledali tudi bližnje kraje, saj so v letošnji program vključili pohodništvo. Kajti tukaj je veliko razglednih točk in tudi nas spremljevalcev je dovolj in vem, da je močna ekipa, ki stoji za mano, da bomo to zmogli, da bomo jih popeljali tudi na razgledne točke. Tako da bomo tudi ta program malo izvajali v tej koloniji. Ogledali si bomo tudi Pašman, tudi to imam v programu, da jih malo popeljemo okoli, ker polovica jih še nikoli ni bilo tle na Pašmanu. S pohodništvom so v društvu pričeli šele v letošnjem letu, z njim pa bodo nadaljevali tudi v jesenskih mesecih, dodaja Sodomunova. Prebivalce Senovega z rudarstvom povezuje več kot 200-letna zgodovina. V tamkajšnjem premogovniku je bilo v 50. letih 20. stoletja zaposlenih kar 1300 ljudi, pred 10 leti pa je zaposlitev izgubilo še zadnjih 18 rudarjev. V kraju z rudarskimi koreninami zato ni nenavadno, da tako posamezniki kot društva svojim delovanjem skrbijo za ohranjanje in popularizacijo rudarske dediščine. Začetek premogovne dejavnosti na Senovem sega v leto 1796, ko je premog našel podkovski kovač Andrej Grabner, ko si je v Reštanskih gozdovih pripravljal oglje. Podkovski kovač Franc Grabner je takrat kuhal oglje in ko je umikal oglje, je naletel na podobno snov, kot je oglje. Ugotovil, da to ni več oglje in je bil v skladu s takratno zakonodajo dolžan priglasiti najdišče lastniku zemljišča, to je bil pa grof Atens iz Brežic, ki je imel grad Brežice. Ta je imel v Brežicah tudi opekarno in seveda za opekarno je rabil primerno kurivo in je bil seveda vesel te najdbe in takoj pridobil tudi odkopno pravico. Senovski premogovnik je deloval vse od tedaj, torej od leta 1796,
Do leta 1996, ko je vlada Republike Slovenije sprejela zakon o zapiranju premogovnikov Kanižarica, Zagorje in Senovo, torej 200 let. Na začetku se je opravljal površinski ali dnevni kop na Reštanju in to, da kar vidimo, je območje nekdanjega pridobivanja premoga. Površinsko ali na način dnevnega kopa se je kopalo vse do leta 1926. Leta 1926 začnejo z jamskim načinom pridobivanja in takrat tule pod nami naredijo prvi rov, tako imenovani cvajer, ki je vodil potem tule pod temle jezerom in pa seveda en jašek, ki je bil pa povezavi z izvoznim jaškom v Zaklu, ker je bila zapihovalna naprava. Izvozna postaja ali strojnica je bila v skladu s projektom zapiranja premogovnika predvidena za rušenje, vendar je Turistično društvo Senovo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Senovo, občino Krško in direktorjem senovskega rudnika Marjanom Simončičem uspelo doseči, da se je objekt ohranil. Danes so v njem na ogled razne zbirke, s katerimi ohranjajo spomin na bogato rudarsko dediščino. To je ostanek vseh tistih naprav, ki so bili v izvozni postaji oziroma v strojnici. To so pač mehanizmi za spuščanje v izvozni jašek ali ven. Tu so vozili opremo ali pa tudi moštvo. Torej imamo dejansko in situ ohranjeno situacijo takšno, kot je bila prvotno. Zraven smo potem pa še uredili en tak prostor, kjer je bil včasih nekako odlagališče vseh nepotrebne robe. Smo tisto spraznili in potem preselili reševalno postajo, ki je bila prvotno v Ravnah, v ta objekt. To smo pa naredili zaradi tega, ker seveda se je objekt nekdanjega premogovnika prodal podjetju Kostak in da ohranimo vsaj nekaj tistega, kar je bilo značilno za naš premogovnik, smo se odločili, da celotno reševalno postajo preselimo v ta objekt. Z Reštanja se selimo v Ravne. Tule v Ravnah je bil vhod v premogovnik in nahajamo se na koti 272, to pomeni 272 metrov nadmorske višine. In zdaj, če povem, dejansko prej smo bili na koti 406 na Reštanju, premog so kopali do kote 0 oziroma prišli so do kote -5, kar pomeni 5 metrov pod morsko gladino. Na koncu so naleteli na zelo kvaliteten premog, vendar začel je že veljati zakon o zapiranju premogovnika in nažalost ni prišlo do izkoriščanja. V Ravnah se danes nahaja muzej premične tehnične dediščine premogovnika, kjer so na ogled postavljeni vagoni in lokomotive. Zdaj, če pogledamo od začetka, imamo najprej lokomotive, ki so vozile v jamo. Dokler ni bila jama proglašena za metansko, tam 70 let, mislim, da 1976, so v jami lahko vozile tudi dizel lokomotive. Potem so morali vse tisto, kar je iskrilo, kar je bilo nevarno zaradi metana, odstraniti. Potem nekaj časa so vozile še trolej lokomotive in pa seveda zdaj na koncu samo še akumulatorske lokomotive. Na ogled so tudi vagončki oziroma budiči, kot jim pravijo domačini. Budiči so posebni izrazi, ki so jih uporabljali pri nas, drugače so bili hunti. Potem imamo tule dva primera vagončka Kara. Te so v bistvu vozili jalovino na odlagališče, pri nas so rekli štirc. Posebnost je pa številka 3, to so pa 3 in 4, številka 4 stoji pred našo osnovno šolo in ti dve lokomotivi sta pa narejeni v premogovniških delavnicah, tako da lahko rečemo, da sta unikatni, kajti takšnih dejansko ni bilo nikjer drugje. Kot posebnost je na ogled tudi viseča ali stropna rudarska železnica. To je pa edinstveni primerek, da se ga dejansko lahko da videti, razen samo v premogovnikih, ki so še aktivni. Senovo je nastalo in se razvijalo prav zahvaljujoč premogovniku, zato ni nenavadno, da tako posamezniki kot društva s svojim delovanjem skrbijo za ohranjanje in popularizacijo rudarske dediščine v njenem najširšem pomenu. Turistično društvo Senovo vabi na prireditev Dobrote iz Krušne peči, ki bo v soboto 8. septembra ob 18. uri pri Krušni peči v Novi Koloniji. Prireditev Dobrote iz Krušne peči je že tradicionalna prireditev, ki jo Turistično društvo Senovo prireja vsako leto v začetku septembra. Te krušne peči so neka značilnost Senovega, tako kot so značilnost te kolonije, tako kot jih imenujemo. V 20 letih so bili zgrajeni dve koloniji, uradniška in pa tale delavska najprej, potem pa, ko so po drugi svetovni vojni zgradili še tako imenovano novo kolonijo, so pa to preimenovali v staro. Med bloki je bilo kar nekaj teh krušnih peči, to pa zato, da so lahko ženske, ki so se iz kmetij preselile v urbano naselje, lahko pekle kruh. V turističnem društvu so te peči, najprej tiste v uradniški koloniji, obnovili. Danes jih s pridom uporabljajo.
Prav tako so v uporabi tudi krušne peči v Novi Koloniji. Tiste imajo 4 kurišča, 2 sta uporabni, 2 bomo obnovili. Prav tako pa želimo obnoviti še v letošnjem letu tudi tole krušno peč, ki je v Stari Koloniji. Tako da upamo, da bo potem tudi resnično služila svojemu namenu. Prireditev dobrote iz krušne peči bo potekala v Novi Koloniji. Začne se ob 18. uri. Pričakujemo tudi goste, to so člani udruge Rudarska Greblica iz Rud pri Samoboru. Mi z njimi sodelujemo že vrsto let, spoznali smo se preko folklorne skupine, tako da mi hodimo na njihov prireditev Rudarska Greblica, oni pa pridejo k nam in prikažejo pripravo njihove tradicionalne rudarske jedi. Športno društvo Partizan Sevnica je v Grajskem parku Sevniškega gradu priredilo Vseslovensko sokolsko športno akademijo Sevnica 2018. Na dogodku je sodelovalo okrog 100 športnikov in športnic različnih generacij. Med sodelujočimi športniki so bili poleg organizatorjev športnega društva Partizan Sevnica še predstavniki sorodnih društev iz Ljubljane, Boštanja, Brežic in Metlike. Ideja je nastala na izletu v Pragi. Vsake 6 let je v Pragi svetovni sokolski izlet, katere so se letos udeležila tudi slovenska športna društva. In na samem sletu so se zelo dobro povezali, med sabo sicer sodelujemo že kar nekaj let in sicer danes se bojo predstavili poleg našega društva tudi Sokol Metlika, TVD Partizan Boštanj, potem športno društvo Sokol Bežigrad, telovadno društvo Sokol Brežice. Tovrstne akademije vsakodnevno potekajo po različnih slovenskih krajih. Letos smo se pravi kot nekakšni gostitelji tudi mi, z veliko pomočjo občine Sevnica, zavodom KŠTM Sevnica in pa seveda ob podpori Sokolske zveze Slovenija in pa Fitnes zveze Slovenija. Nazadnje smo gostili takšno akademijo ob 100-letnici sokolstva v Sevnici, se pravi 2012, v prihodnje nas pa ob 110-letnici sokolskega društva čaka 2022. Sokolsko društvo je bilo v Sevnici resda ustanovljeno leta 1912, njegove korenine pa segajo še 4 leta nazaj, v leto 1908, ko je bil v Sevnici ustanovljen sevniški odsek Brežiškega sokolskega društva. V Sevnici torej letos obeležujejo 110-letnico sokolskega gibanja. Sicer morda nekateri ne vejo, se pravi sokolsko društvo se je potem po drugi svetovni vojni, vsa sokolska društva so se morala preimenovati v Partizan, zato imamo tudi mi takšno ime še danes, da Partizan Sevnica. Nekateri so potem po osamosvojitvi se vrnili nazaj k prvotnemu imenu, mi smo ga pač ohranili. Ime samo po sebi nima nobene vloge, se pravi duh sokolstva, zdrav duh v zdravem telesu. Želimo vzgajati tako mlade kot potem tudi starejše v tem duhu rekreacije, ne samo tekmovalnega športa, da se rekreiramo, da se gibamo in tudi da se družimo skupaj, tako da tudi želimo povezati vse skupaj s kulturo, ne samo kot rekreacijo in gibanje. Na Vseslovenski sokolski športni akademiji se je tako predstavilo približno 100 telovadcev različnih generacij. Tako da danes smo se vsi skupaj zbrali, da pokažemo nekaj takšnih tradicionalnih sokolskih vaj. Zbrali so se tako predšolski otroci pa do starostnikov, tako da pokažemo, da gibanje in šport nima starostnih omejitev in da se pač družimo v tem duhu sokolstva. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Bodite z nami tudi prihodnji torek. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.